jutro in lepo pozdravljeni v zdravem zajtrku. Danes bomo pripravljali eno tako zelo fino zadevo, ki ne sme manjkati na nobeni praznično obloženi mizi. To je tatarski biftek. Ampak naša različica bo vegetarijanska. Prav ste slišali, brez govedine. Govedino bomo nadomestili z kuhano rjavo lečo. Lahko uporabimo tudi zeleno ali pa rdečo lečo. Leča je skratka super nadomestek za govedino. Najbolje, da se kar lotimo tele naše čudovite silvestrske pojedine. Potrebovali bomo približno polovico čebule. Lahko imate tudi šalotko ali pa mlada čebula bi se fino obnesla. To čebulo lepo in na grobo takole nasekljamo. Kajti naš biftek bo nastajal v celoti v multipraktiku. To je taka zelo fina zadeva. Jaz si tale biftek kar pogosto, kad pripravljam, moram reči, ker sem vegetarijanec in je taka zelo, mogoče malce bolj bogata pašteta. Gremo naprej. 100 gramov uloženih suhih paradižnikov. Če imate čist suhe paradižnike, jih dajte prej namočiti za kakšne pol urce v mlačno vodo, samo tako, da se nazaj namočijo. Tile so pa že fajn sočni, ker so v olju. Te samo tudi takole na grobo narežemo, zato da bo potem imel naš mešalnik malce manj dela. Takole. Tale biftek bomo seveda postregli tradicionalno na toastu, Mi bomo uporabili kar rženi polnozrnat toast, oziroma rženi toast s semeni, da bo še fino hrustljalo. Sedaj potrebujemo za vsak biftek še kapre. Tole imamo nekje žličko kaper, recimo, odrežemo jim peclje. S kaprami nimamo kaj dosti delati, samo damo jih takole malčke na polovico. Stvar, ki jo bomo še potrebovali, je nekje 3, 4, 5 manjših kumaric, kislih kumaric vloženih. Tudi te narežemo na manjše koščke. Sedaj se pa lahko počasi prestavimo do naše postaje, kjer bomo biftek pripravljali. Takole. Vzel bom še lečo in orehe. In najbolje, da se kar lotimo zadeve. Torej, najprej v mešalnik dodamo 250 gramov kuhane rjave leče. Jaz sem jo že kupil kar skuhano, lahko jo tudi skuhate sami. Takole. Potem imamo tukaj 50 gramov mletih orehov. Orehe lahko nadomestimo tudi z lešniki, recimo. Ali pa mandlji, ampak orehi dodajo tak res fin okus vsemu skupaj. Sedaj gre noter tale vsa naša zelenjavca, torej čebula, polovica čebule, potem imamo 100 gramov suhih paradižnikov, nekje žličko kaper in pa 5 manjših kumaric. Samo roke splaknemo. Evo ga in kaj moramo še zdaj dodati? Vsak biftek vsebuje ogromno sestavin in jaz bom zdaj nadaljeval še z začimbami. Tole je dimljena rdeča paprika, žličko in pol, jo bomo dali direkt noter v mešalnik. Potem imamo še mleti poper, tam nekje pol žličke. Poper damo vedno po okusu, koliko pikantnosti želite, toliko ga date. Vzamemo še žličko pa pol sojine omake. To damo na mesto soli, zato da bo dodalo malce več okusa, ker sicer se da v biftek worcesterska omaka, ampak ta ni vegi, naš biftek pa bo popolnoma rastlinskega izvora. Potem sledi še nekje žlička in pol gorčice. Tukaj vam priporočam, da uporabite dijon gorčico, ki je malce bolj pikantna, lahko pa seveda date tudi kar navadno. In pa na koncu še čisto malo, nekje pol žličke, četrt žličke mlete kumine, takole, da bo vse skupaj lepo zaokrožilo. Sedaj pa to čudovito zadevo preprosto zmiksamo. Jaz bom zdaj malce potlačil. Tale biftek se meša kar nekaj časa, bodite potrpežljivi. Vse 5 minut mešanja bo vzelo, da se vse sestavine res dobro povežejo. Zato vas jaz ne bom mučil s tem mešanjem. Jaz bom tole zdaj do konca sfiniširal in se vidimo v naslednji rundi, ko bomo pokazali, kako se ta odličen biftek ustreže. Dobrodošli nazaj.
Naš vegi tatarc je že pripravljen, jaz ga tle lepo že žličkam. Poglejte, koliko smo ga dobili. Mislim, da bo tole dovolj za najmanj 4 osebe za najmi polno obloženi mizi. Je pa najbolje, da se ga kar lotimo pripraviti. Seveda, tatarski biftek se tradicionalno najboljš poda na sveže popečenem toastu. Jaz sem jih tle že malo spekel. Uporabili bomo rženi toast s semeni, zato da bo še malce bolj hrustljava zadeva. Takole, tale se peče. Tule pa najbolje, da začnemo kar tako, da dodamo začetek nekaj malega masla. Maslo res fino se poda, če želite pa popolnoma vegansko različico, si pa lahko vzamete kakšno drugo zadevo kot maslo, kakšno rastlinsko maščobo, bo čisto dovolj. Dobro. Jaz imam tako rad biftek, tako tegale vegi, kot seveda tudi te pravga, sem včasih zelo rad jedel. Zdaj ga nisem pa že najmanj 15. Ko imamo maslo na toastu, preprosto vzamemo še tale naš biftek in ga malce namažemo. Ne pretiravamo seveda, zato ker tale biftek je precej dobro začinjen in marsikomu, ko sem ga ponudil, je rekel, da je res precej podoben te pravmu. Tako da ga je treba probati. Da ponovimo, kaj smo dali notri. Šla je rjava leča, čebula, kumare, kapre, sojina omaka, gorčica, dimljena paprika in pa orehi kumina. Takole. Imamo 2 toasta, gor dodamo še malce peteršilja, da bo vse skupaj malo lepše. Takole. In jaz mislim, da bo tale biftek kar v redu izgledal. Vegi tatarski biftek na sveže popečenem toastu. Vmes smo pa dobili še frišne toaste. Jaz bom tole kar poskušal čez. Ker se težko zadržim. Čudovita zadeva. Želim vam dober tek, se opravičujem, ker govorim s polnimi usti. Lep dan še naprej.